Lepo pozdravljeni na posebnem dogodku predstavitve ene čudovite monografije, v katero nas je že nekako uvedla glasbena točka Čebelar Špele Šemerl, ki nas bo popeljala v svet posebnih drobcenih bitij, ki je tako zelo pomemben za naš ekosistem in tudi za obstoj človeštva. O knjigi z naslovom Svet opraševalcev, ki tako zelo dobro predstavlja te drobcene žuželke, se bomo danes pogovarjali z dvema od treh avtorjev, z doktorico Petro Bole in pa z Ivanom Esenkom. Naj najprej izkoristim nekaj časa za kratko predstavitev, čeprav boste njuno delo potem bolje spoznali med samim pogovorom. Doktorica Petra Bole je iz področja arhitekture in umetnostnega oblikovanja leta 2019 z nastopom mesta direktorice muzejev radovljiške občine prešla med drugim tudi v čebelarske vode, kjer so jo čebele in čebelarska dediščina tako prevzele, da se je odločila za njihovo podrobno preučevanje in še sama postala navdušena čebelarka. Pravi, da se je zgodila ljubezen na prvi pogled. To je bilo veliko pomoč tudi pri zasnovi nove razstave Živeti skupaj o človeku in čebeli, ki jo je ob pomoči drugih strokovnjakov v Čebelarskem muzeju v Radovljici postavila leta 2021. Hkrati je tudi avtorica knjig Living Together about the Bees and Mankind, Živeti skupaj o čebeli in človeku, ki jo lahko vidite tudi tukaj na mizi, in pa seveda soavtorica danes predstavljene monografije Svet čebel. Ivan Esenko je pisatelj, fotograf, naravovarstvenik. Narava je pomemben del njegovega življenja. Dejaven je pri preučevanju živalstva in njegovega pomena v vrtni ekologiji, o čemer je tudi napisal vrsto poljudnih in strokovnih člankov in tudi številnih knjig. Določeno obdobje je bil zaposlen kot pospeševalec čebelarstva v Medeksu in pozneje v Hmezadovi enoti čebelarstvo. Razvil je plemenilček z razstavljivim satnikom, ki omogoča rabo satnikov tudi v gospodarskih panjih. Naravoslovna fotografija in z njo predvsem portreti živali so pomemben del njegovega dela, s katerim bralcem omogoča spoznavanje z živim svetom. Gospod Esenko je tudi avtor vseh fotografij v monografiji Svet opraševalcev. Knjiga, katere soavtor je tudi dr. Andrej Šalehar, ki ga danes žal ni z nami, prinaša celovit pogled v življenje, življenjski prostor in pa pomen žuželk za trajnostni razvoj. Petra, kaj je bil glavni razlog, pomen za nastanek knjige? Zakaj ste se odločili ravno za opraševalce? Lepo pozdravljeni. Še v mojem imenu. Naj tukaj se zahvalim oziroma najavim še najino moderatorko današnjo, Jernejo Jelovčan-Koselj, ki je pri nas v Čebelarskem muzeju odlična pedagoginja, tudi sama prihaja iz čebelarske družine, tako da so nam vsem skupaj čebele praktično res zelo blizu. Zakaj sedimo danes tukaj? V bistvu, tako kot je Žerneja povedala, nekako se je začelo vse pred 3 leti. Takrat smo začeli z snovanjem nove stalne razstave v Čebelarskem muzeju, kjer smo tudi že začeli sodelovati z gospodom Ivanom Esenkotom. Njegove so tudi določene postavitve v muzeju, ki se dotikajo tudi opraševalcev, ne samo, to se pravi, življenja čebelje družine v panju, razklopnega plemenilčka, čudovitega koša s satjem. In v bistvu, ko smo postavili to razstavo, k nam v muzej res prihajajo številne skupine, mladih, starejših in tako naprej. In v bistvu smo ugotovili, da ta naš oddelek opraševanje, kot smo mimo rekli, takrat smo mu rekli še alternativni opraševalci, je res tako, vzbuja neko zanimanje. In nekako tako, tudi zaradi tega smo se potem odločili, da se tej temi bolj natančno posvetimo. Obenem smo pa imeli tudi majčkeno sreče, tako da je bil projekt tudi finančno podprt. Tukaj se moram zahvaliti našemu sponzorju SID banke, ki je omogočil ne samo knjigo, knjiga je samo del projekta, v ta projekt sodi še potem razstava fotografij v Radovljiški graščini. Potem smo izdelali računalniško igrico, kviz opraševalci, kjer se v bistvu vsi obiskovalci muzeja lahko preizkusijo v svojem znanju
kako pomembni so opraševalci za današnje življenje in prihodnost, in pa seveda tudi razvili smo delavnice skupaj z pomočjo gospoda Ivana Jesenka, izdelovanje hišic, to se pravi domovanj za čebele, samotarke. Skratka, gre za en tak malo bolj, rekla, celovit projekt, ki pa je zelo aktualen, ne? Kajti muzeji danes niso več neke, rekla, zaprašene staromodne ustanove. V času globalizacije, hitrih, rekla, vizualnih utrinkov je treba tudi v teh naših muzejskih prostorih iti naprej. Skratka, mislim, da smo s to razstavo to nekako tudi uspeli, tako da vabljeni v Čebelarski muzej že zdaj na začetku. Zdaj pa, če se majčkeno posvetimo še sami vsebini, ki je mestoma res fascinantna. Opraševalci so dokaj nepoznano področje. Veliko se govori o samem opraševanju, malo pa o sami tehniki. Izjemno zanimiv je razvoj žužkocvetk in pa tudi prilagoditve žuželk, da so sposobne nabiranja in prenašanja cvetnega prahu. Petra, nam lahko poveste kaj več o tem? No ja, tema opraševanja je v bistvu v knjigi nekako, rekla, sistematično začnemo od začetka, to se pravi sami različni načini opraševanja, ne samo z žužkocvetnimi rastlini, tudi recimo s pomočjo vetra. In potem je knjiga razdeljena na posamezna poglavja, kjer govorim, rekla, o tej zapeljevanju med cvetlico in pa žužkocvetnimi rastlinami, na kakšen način se to dogaja. V bistvu gre skoraj da za neke vrste ljubezensko knjigo in pa potem po posameznih poglavjih so razvrščeni, to se pravi ne samo kranjska čebela, so čmrlji, čebele samotarke, metulji, drugi naključni opraševalci, o katerih bo pa potem Ivan majčkeno več povedal, ne. Gospod Jesenko, ob ogledu teh čudovitih fotografij v monografiji se lahko samo vprašamo, koliko ur in potrpljenja ste porabili za to, da so nastale. Zakaj je bil ravno takšen poudarek vašega dela na fotografiji žuželk in pa drugih manjših vrtnih bitij? V bistvu, lep pozdrav vsem skupaj. V bistvu tukaj se nisem vzel dosti časa, taka stvar pade sama po sebi, ne. Kajti nenehno sem na terenu, se reče, zunaj, teren je zame tudi vrt. V bistvu značilnost mojega pisanja je to, da izhajam iz izkušenj. Pri meni ni pač v bistvu jasno, da ob znatni podpori teorije ali pa drugače pridobljenega znanja. Fotoaparat je vedno z mano na vrtu, na terenu, ki grem skanujem, ne vem, po katerikoli slovenski reki, vedno me spremlja fotoaparat in celotna oprema, od teleobjektiva naprej do seveda, kot ste dejala, makrofotografije. To mi je pa osnovni pripomoček za izdelavo kvalitetnih fotografij insektov, žuželk, in to je to, kar ta knjiga prikazuje. V bistvu, ki pogledamo malo ta svet žuželk, to ugotovimo malo skozi moje oči in tudi način razmišljanja, ugotovimo, da ni to nek mrčes, ne. Vsako bitje na zemlji ima svoje mesto, verjetno ga imajo tudi komarji, ne, čeprav jih nimamo radi. In da ne govorimo o teh številnih obiskovalcih cvetov na vrtovih, kjer se nam ta scena nenehno ponuja. V bistvu več ali manj opazujemo cvetlice, ker so lepe, so rožnate, vidite to čebelo na jesenski astri, ki visi pred vami oziroma na naslovnici knjige. Cvetka je izjemno lepa, to je res, ne, sam meni je ljubši dogodek na njej, ne. V bistvu, če gledamo zdaj tole nekako skozi rastlinski svet, se to imenuje seks po rastlinsko, a ne, bi rekli temu, to je žužkocvetno opraševanje, medtem ko je čebela, če gledamo njo samo po sebi, seveda ni prišla k njej na cvet s tem namenom, to je spontan dogodek, spontana posledica, se na njej prehranjuje. Hočem povedati, da je recimo okrasni vrt na vrtu često veliko bolj pomemben kot pa zelenavni del vrta
tam, kjer uspevajo koleraba, zelje, peteršilj in korenje. A ne? In v bistvu, kar se okolja tiče, ima vsekakor okrasna nasaditev bistveno večji pomen. Tisto bo pristalo pač v naših želodcih, to je res. Medtem ko recimo nasajevanje rastlin, ki cvetijo in so za naše oči lepe, kar je tudi res, ima to širši pomen. V bistvu je ta naša poteza naredila uslugo živemu svetu daleč preko meja našega plota našega vrta. Ne. Zaradi tega pač imamo takšni, kot smo mi. Če pogledate čebelarji, ne, kjer je pač populacija še vedno pretežno moška, ampak imamo vsi po vrsti radi rože, ne, cvetlice. To je pač nekaj malo neobičajno in ta navada je vznikala že v preteklosti. No, zato pa v bistvu tukaj govorimo o čebelah, medonosnih čebelah. Vemo pa, da je medonosna čebela samo ena od 576, če se ne motim, čebel, ki živijo, ki so bile ugotovljene do sedaj na našem ozemlju. Medne spada tudi 32 vrst čmrlov in seveda samotarske oziroma čebele, samotarke, ki jih je krepke stotine. Te čebele variirajo po velikosti od nekaj milimetrov do tiste največje Xylocopa violacea, se pravi, to je največja lesna čebela, se imenuje, ki nas včasih malce prestraši s svojim videzom, ker ima značilen hreščeč let, črna je, s kovinskim leskom in vsak se malce ustraši. Jasno, ni odveč, da povem, da vse samotarke so povsem benigne, ne pikajo in so lahko zraven njihovih bivališč tudi lahko postavimo voziček z dojenčkom, ni nobene nevarnosti. Ja, zdaj ste že prav lepo orisali te značilnosti opraševalcev. Omenili ste medonosno kranjsko čebelo kot najbolj znano opraševalko in skoraj neverjeten je podatek, da res v Sloveniji obstaja že več kot 500 vrst tudi teh drugih čebel, se pravi drugih divjih opraševalcev, ki se jih v bistvu skoraj ne zavedamo. Kakšen je pomen opraševanja? Nek osnoven pomen vsi poznamo, ampak če je še kaj več, se skriva za to besedo. Ja, opraševanje je v bistvu nek nevidni proces, ki se dogaja stalno okoli nas in od njega smo v zelo, zelo veliki meri odvisni predvsem ljudje. Zakaj? Nekje vsaka tretja žlica oziroma 80% hrane, to se pravi tudi krmnih rastlin, je odvisno od opraševalcev. Zdaj, če si predstavljate, koliko vrst hrane je res odvisno od tega, od dela, brezplačnega dela teh malih žuželk. In tega se dejansko ne zavedamo. Smo se pa začeli tega zavedati zdaj v zadnjem času, ko so se pojavile te aktualne težave, pereči problemi. Predvsem sama sem zdaj čebelarka 3 leta in v bistvu šele, ko se spoznaš, praktično s tem delom, ko vidiš, koliko nevarnosti preži na našo kranjsko čebelo. Apis mellifera carnica je v bistvu ena izmed vrst medonosnih čebel. Koliko potrebno je zdravil za to, da preživijo, koliko je potrebno hrane, kako vplivajo podnebne spremembe, pesticidi. Pa zdaj tukaj ne govorimo o teh pesticidih, na velikih kmetijskih površinah. Nevarni so že ti naši sosedje, ki imajo 4 jablanje in seveda potem zato, da ta jabolka zrastejo, uporabijo vse možne kemikalije. V bistvu, ko neko doživiš vse to osebno, ko vidiš, koliko je treba tega napora, samo da preživi, recimo jaz imam 6 zdaj trenutno čebeljih družin, se zamisliš. In mislim, da je zdaj nek tak skrajni čas, da ukrepamo, da naredimo nekaj glede tega. Mogoče bi omenila tukaj le še vse spremembe, ki v bistvu potekajo tudi nekje nevidno v znanstvenih laboratorijih na področju genetike.
Kot vemo, recimo čmrlji so eni izmed najpomembnejših opraševalcev paradižnika. Paradižnik ima majčkeno drugačen zavit cvet, ima tudi več cvetnega prahu in zato v bistvu ni toliko zelo aktualen za čebele, pa tudi težje dostopajo noter, recimo v ta paradižnikov cvet. In seveda veliki koncerni, predelovalci paradižnika, rekla umetno, ustvarjajo čmrlje, ki so genetsko spremenjeni, da so krilca slabše razvita. To gre zdaj za isto vrsto našega zemeljskega čmrla, ki pride v naše rastlinjake tukaj Prekmurja, kjerkoli že, in se potem meša z našimi vrstami. Čmrlji so eni izmed res zelo ogroženih vrst, predvsem zato, ker človek ne skrbi za njih tako kot čebelari za čebele. In tukaj je res ogromno tega, ki mogoče se nam zdi, ok, spet neke težave, podnebne spremembe, bla, bla, ampak ne, to bo vplivalo na nas, vplivalo bo na to, da ne bomo imeli več paradižnika, da ne bomo imeli krasnih jabolk, hrušk, malin in tako naprej, ali pa da bo mogoče to vse umetno vzgojeno in bomo imeli, naša prehrana bo lahko, seveda je še čas, popolnoma drugačna. To je tudi en izmed namenov te naše knjige. Zdaj smo že večkrat omenili čmrlje, res kar precejšno število čmrljevih vrst se pojavlja v Sloveniji, pa me zanima, ljudje jih včasih tudi enačijo s čebelo. Ali obstaja med njima kakšna sorodstvena povezava in pa še nekaj, ali ste mogoče kdaj opazili, da se kateri izmed čmrljev raje zadržujejo na določenih vrstah rastlin? Ja, čmrlji so zanimivi, v bistvu 32 vrst jih živi pri nas, smo ugotovili, predvsem po svoji velikosti, termogeneriki, ker recimo se sami ogrevajo, letajo pri znatno nižjih temperaturah kot čebele, ki letijo šele nad 10 stopinj Celzija, medtem ko čmrlji že pri 4 stopinjah čisto lepo, normalno funkcionirajo. No, še eno tako lastnost imajo, kjer odločno prednjačijo pred čebelami, to je dolžina rivčka. No, najboljši med njimi je vrtni čmrl, Bombus hortorum, ki ima tam 11-12 mm dolg, tudi 16 mm dolg rivček, kar mu omogoča, da obiskuje, da najde medičino tudi v cvetovih z dolgimi medovniki, nektarji. Zaradi tega so ključni opraševalci recimo detelj. Detelje brez čmrljev praktično ne morejo obstojati, razen če ne govorimo o inkarnatki, Trifolium incarnatum in plazeči detelji, ki jo vidite na vrtovih, na trati, verjetno vas je vsakega že kdaj, ki ste bosonogi hodili po trati, pičila čebela v podplat, ste jo pohodili takrat, ko je bila na tej detelji, Trifolium repens. Sicer so čmrlji, so v bistvu se zelo prilagajajo, zelo so prilagodljivi, vendar so tudi zelo občutljivi. Njihovo okolje je znatno bolj okrnjeno kot čebelje. Zakaj? Dobesedno fizično jim uničujemo tla, podlago, kmetijski stroji, pač ta težka mehanizacija je naredila iz njiv absolutno trdo podlago, kjer nimajo njihova gnezda v zemlji kaj iskati, to se razume. Potem je paša, čebele, ki imajo širši asortiman cvetov, ki jih obiskujejo, čmrlji pa manjšega, so jasno zdaj pri teh izgubi travniške paše izjemno prizadeti, tako da lahko iz nekaterih področij dobesedno izginejo. Čmrlji, v bistvu to je paša, kajti te travniki so postali monokulture, zelene monokulture, stepe, puščave za žuželčje oko in tam seveda nimajo kaj iskati. Travinje se danes kosi po 4 do 5 krat, včasih je bila trava prve košnje, travniki so se obnavljali generativno, s cvetenjem, s semeni in jasno, da so bili obiskovalci nujni, se pravi opraševalci. No, na vrtu imamo ključne te rastline. Petra je omenila paradižnik. To je ena takih rastlin, ki jo praktično oprašujejo skoraj samo čmrlji in nekatere vrste samotark. Tudi o njih lahko kako stvar povemo, kajti so enako zanimive kot čmrlji. Vprašanje je bilo tudi, kakšna je povezava s čebelami. Vsi
čmrlji tako kot čebele imajo isti, nekje daleč pogledano nazaj, nek isti genom, ker so se razvili iz mesojedih os, a ne v davni preteklosti, ki je človek niti ne more zaznati, ker ga takrat še ni bilo, oni so pa že bili, a ne. Če pogledate, da nimo medonosno čebelo, ki je bila v jantarju so našli fosilne ostanke medonosne čebele, ki se genetsko čisto nič ne razlikujejo od današnje čebele, se pravi, da so se že milijone let so dosegle svoj vrhunec, svoj vrh. Medtem, ko smo ljudje še vedno v fazi razvoja, če tako pogledamo, ne. Omenjen je bil tudi nekoliko že življenjski prostor, se pravi travniki, divje opraševalce, ali jih najdemo samo v gozdovih, v travnikih ali lahko tudi v mestu, Petra? Ja, mogoče bi se tukaj še navezala na tole prejšnjo vsebino čebele samotarke, ne, ki najdejo prostor za svoje rekla, da lahko zrodijo novo potomstvo, in ena izmed teh je tudi zelo zanimiva, ker Ivan naredil, rekla, opazovalnica, gnezdilnica, kamor potem čebele samotarke lahko jajčica zaležejo v zemljo, med listje, v skalne špranje, v les, pač na različne vrste poiščejo različen prostor za to, kjer bodo ustvarjali svojo družino. In v bistvu to je tudi ena izmed teh, rekla, novosti, zanimivosti v tej knjigi, opazovanje tega, ne, na kakšen način to čebele samotarke počnejo. Čebele samotarke v Sloveniji nekje okoli 550 vrst, nekje več, na svetu jih poznamo 20 000, ne, včasih zamenjamo te čebele s kakšno muhco, ne, pa rečemo, to so pa tudi te muhe trepetavke, pa jo rečemo, joj, ne, to je spet ena zašla, ne, zelo moramo biti previdni, čebele samotarke so včasih tudi zelo majčkene, manjših, drugačne, bolj take suhcene, drobcene, skratka, so pa zelo pomembne pri opraševanju, no. Tako da ja, no, za ta naravni prostor pa v zadnjem času vse bolj popularno urbano čebelarstvo, ne, ki se razvija v večjih mestih, tudi v Ljubljani. V Ljubljani se je nekje začelo na strehi Cankarjevega doma z gospodom Petrovčičem in potem nadaljevalo zdaj z društvom Urbani čebelar, ki je zelo močno, tudi svetovno prepoznano. Ja, in pa tudi druga večja mesta, ne, k nam v muzej prihaja ogromno, rekla, takih in drugačnih ljudi, ki se ukvarjajo službeno, ljubiteljsko s čebelarstvom iz večjih mest, držav, in ja, v vseh večjih mestih je urbano čebelarstvo, tako bom rekla, ene vrste velik trend, ne. Pri čemer je pa zanimivo to, da analize medu, ki je, rekla, pridelan, ki ga čebele prinesejo, v bistvu je del tega, rekla, nabiranja na cvetnih rastlinah, boljše čistoče, kot pa recimo med, ki je morda v kakšnem drugem domačem okolju, predvsem zato, ker vsebuje manj pesticidov in drugih različnih takih kemikalij, ne, ker je v bistvu na nek način včasih skregano z to logiko, ne. No, Petra je omenila opazovalne gnezdilnice. Gospod Esenko, vi ste bili v bistvu med prvimi v Sloveniji, ki so se posvetili popularizaciji čebel samotark kot alternativnih opraševalcev, in če bi želeli naši poslušalci izdelati sami to gnezdilnico, kakšen je pomen, kje jo postaviti in na kaj biti pozoren pri njeni izdelavi? Recimo samotarske čebele samotarke so izjemne opraševalke. Nekatere med njimi so v bistvu ozko specializirane na posamezno vrsto rastlin, medtem ko so nekatere bolj univerzalne, obiskujejo tam 120-150 vrst rastlin. No, če govorimo o enih parih takih samotarkah, ki so zelo navzoče, ki jih poznamo na videz, sam ne vemo, kaj so skoraj vsi, to je iz rodu osmija, se pravi dišavke, rdeča dišavka, rogata dišavka, potem so listoreske. Če govorimo o dišavkah, rdeča dišavka obiskuje tam do 150 rastlin različnih, med katerimi so vse poljščine, vrtnine in sadno drevje. So ključne pri opraševanju, tudi v primeru, kadar medonosne čebele izostanejo.
Govorimo samo takrat, recimo, da jih lahko nadomestijo, kadar medonosnih čebel ni iz kakšnega takšnega razumljivega razloga, da ni tam čebelarja, da pač ni čebeljih družin v radiusu 3 km, dokler je domet medonosnih čebel. No, to je to. Če pa je okolje onesnaženo, da so medonosne čebele propadle zaradi zastrupljanja, bodo pa propadle tudi samotarke, kot tudi čmrlji. Zato jim pravimo tudi, da so zelo pomembne kot bioindikatorke. In tem so to. Se pravi, tam, ker bomo postavili neka ta naša povabila v obliki gnezdilnic, domovanj za samotarke, pa odziva ne bo, potem se lahko malce vprašamo, v kakšnem okolju tudi mi živimo. Včasih nas preseneti na videz popolnoma degradirano okolje, kakšno zapuščeno poslopje, vrtovi, ne vem, kaj zanemarjenega na videz za človeka grdo, ampak v bistvu ni onesnaženo. Življenja se bo pa tam trlo, kajti poznamo to pravilo, da narava vedno zmaga. Konec koncev, če nekaj opustimo, se narava hitro upomore, hitro se regenerira in takrat imamo živi svet kmalu nazaj. Samotarke lahko privabimo sami, zlasti tisti, ki posedujemo sadovnjake, vrtove, polja. Tu se je treba nekaj zavedati, da te čebele letijo manj, ne tako daleč kot medonosne in zaradi tega je najbolje, da je ta lokacija postavitve kar se da blizu tam, kjer njihovo opraševanje pričakujemo, torej v sadovnjak, na vrt. Zato so ta mesta pravšna za to. Smer, kamor to obračamo, oziroma lokacija sama, mora biti kar se da sončna. Smer, kamor gleda pročelje teh domovanj, opisana so tudi v teh knjigah, ta smer v bistvu teh domovanj mora biti vedno jugovzhod, se pravi, da tako kot čebelnjaki z medonosnimi čebelami, da so pročelja kar se da dolgo izpostavljena delovanju sonca. Za njih, za samotarke to velja še posebej, kajti inkubacija jajčec celotnega zaroda od ličinke in jasno bube in do odraslega osebka je pasivna. Ni tako, kot pri čebelah, ko čebele s svojimi telesi ustvarjajo temperaturo 34,5 stopinj Celzija, ki je potrebna za razvoj jajčec do odraslih čebel. Ne, tukaj narava, mrtva narava poskrbi za inkubacijo. In zaradi tega je to ključno v bistvu, da takšna mesta najdemo. Še eno je, ko enkrat to postavimo, ni nič dela s tem. Se pravi, na mojem vrtu doma so nekatere gnezdilnice stare skoraj 30 let in še vedno služijo svojemu namenu. Nikdar tega ne čistim, rihtam, tako da nič ne urejam. Zato je to pametna naložba v narekovajih. Se to lahko delamo iz raznih kosov polen, trsta, bambusa, ni noben strošek. Če aktiviramo otroke, druge družinske člane, nam je to lahko še celo zabava oziroma poučna zabava. To je. To se pravi, z malo truda, z malo materijala lahko poskrbimo za bolj živahno življenje vseh teh divjih opraševalcev, pa še zagotovimo njihov obstoj tudi za naše preživetje, se pravi za našo hrano. Če zdaj nekako strnemo to misel, poleg teh opazovalnih gnezdilnic, Petra, kaj bi še rekla, kaj lahko naredimo za naše čebele in za druge opraševalce, da ne bomo obsojeni na ta kitajski črni scenarij, kjer morajo ljudje sami prevzeti odgovornost za opraševanje, da poskrbijo za naš pridelek. Kaj lahko naredimo še mi sami? Ja, Jerneja, to si zelo lepo povedala. V bistvu, jaz mislim, da bi morali nekako, tako kot imamo vse te naše reklame, jumbo reklame, pa plakate, obesiti tudi fotografijo na Kitajskem, recimo, ko ni več nikjer nobenega opraševalca. Ljudje plezajo po drevesih, v vrečkah imajo cvetni prah, čopič v rokah in v bistvu oprašujejo drevesa, zato da imajo sadje in pač hrano za
preživetje. Ne? In v bistvu to bi bil, mislim, na nek način moral biti podoba, ki bi jo morali imeti nekje pred očmi. No, ni pa vse tako hudo. Jaz bi rekla tukaj, kaj lahko naredimo. Seveda ena stvar je tudi sajenje medovitih rastlin, ne? Okoli v naših vrtovih, na balkonih, terasah, pred šolami, tudi pred našim muzejem jih imamo. Na ta način zagotavljati hrano. Ne? Tudi rekla, trend tega se je že zelo spremenil oziroma ozaveščenost, no, tako ko opažamo naše obiskovalce, ki prihajajo v muzej, ki se pogovarjamo tudi o različnih medovitih rastlinah, teh je kar precej, katere so rekla, prijazne čebelam in pa drugim opraševalcem. No. Vse več ljudi se zaveda tega, tako da v bistvu danes, ko greste v vrtnarijo kupiti rože, ne, imate že oznakico s čebelico in to pomeni, da ta cvetlica je medovita, da je koristna. Recimo to bi bila ena izmed priporočljivih variant. Jaz bi se najlepše zahvalila obema avtorjema za toliko zanimivih podatkov in pa tudi nasvetov, ki bodo nekako naredili naš svet lepši. Hkrati bi se še zahvalila organizatorjem, da so nam omogočili možnost predstavitve te zanimive knjige. Rada bi tudi povabila vas na kratek pogovor z obema avtorjema in pa da prelistate si knjigo na stojnici založbe Primus, ki jo najdete na desni strani te hale. In za še lepši vtis, lepši zaključek bi prosili še Špelo Šemrl, da nam zaigra še eno skladbo s sveta teh pomembnih drobih bitij. To bo Čmrljev let. Špela, kar prosim. Za konec vas še pa povabimo na en kozarček medice in pa en sladek medenjak, kar na stojnico založbe Primus. Hvala.